Spoštovane, spoštovani, dobrodošli na današnji novinarski konferenci posvečeni obvladovanju COVID-19. Danes dopoldne se je zaključila dopisna seja vlade, odločitve, ki jih je danes sprejela vlada, pa nam bo na današnji novinarski konferenci predstavil minister za zdravje, gospod Janez Poklukar, ki mu predajam besedo. Izvolite. Lepo pozdravljeni v mojem imenu in pa seveda v imenu vlade, ki je danes na dopisni seji sprejela odlok, ki uvaja nove ukrepe. Ampak preden predstavim same ukrepe, pa mi dovolite, da vam na kratko orišem projekcije glede širjenja virusa, s čimer bo lažje razumeti zasedenost in pa obremenjenost naših bolnišnic. Ključno merilo je namreč zasedenost bolnišničnih kapacitet, predvsem kapacitet intenzivnih enot. Predstavil bom 6 grafov in iz teh poskušal prikazati, kako težka jesen nas čaka. Projekcije so predstavljene ob upoštevanju različnih reprodukcijskih števil, kot boste videli, in pa različne stopnje precepljenosti. Ta trenutek imamo v Sloveniji reprodukcijsko število nekje med 1,2 in 1,5. Vendar pa nas skrbi, ker prihaja jesensko obdobje, kajti kot veste, je to obdobje primernejše za širjenje virusa in zato se bojimo poslabšanja omenjenega. Predstavil bom scenarije ob različnih stopnjah precepljenosti, ki bodo v oktobru se odražali v naših bolnišnicah na vrhu 4. vala, tako da bi prosil kar za prvi graf. In sicer najprej bi predstavil reprodukcijsko število oziroma projekcijo pri reprodukcijskem številu 2. To pomeni, da vsak pozitiven okuži še 2 osebi. Podobno reprodukcijsko število, zakaj projekcija ob številu reprodukcijskega števila 2, podobno reprodukcijsko število smo namreč imeli lansko leto na vrhu 2. vala, ko je sicer med nami krožila pomembno manj kužna različica virusa. Na prvem grafu lahko vidite, da bi v bolnišnicah ob 70% precepljenosti na vrhu 4. vala imeli zasedenih okoli 1600 postelj. In ob verjetni 51% precepljenosti sredi oktobra zasedenih približno 2900 bolnišničnih postelj, kar je 2-krat toliko, kot smo jih imeli zasedenih lansko leto na vrhu 2. vala. Naslednji graf bi prosil. Ta prikazuje enoto intenzivne terapije. Ravno tako ob upoštevanju, da bi imeli ves čas reprodukcijsko število 2 in ob precepljenosti v Sloveniji 70%, bi imeli na vrhu 4. vala približno 320 bolnišničnih intenzivnih postelj zasedenih, ob 51% precepljenosti pa 560. Naj poudarim, da smo lansko leto na vrhu 2. vala imeli v enotah intenzivne terapije hospitaliziranih največ 219 bolnikov. Kar se tiče smrti, bi prosil naslednji graf, pa je potrebno povedati, da seveda ob 51% precepljenosti in pa omenjenem reprodukcijskem številu pomeni, da bomo imeli približno 1000 umrlih. Ob 70% precepljenosti pa se ta številka pomembno zniža oziroma skoraj prepolovi. To so projekcije, za katere verjamem, da si jih nihče ne želi. Pa vendar se nam takšen pesimističen scenarij lahko zgodi, če ne bo vsak od nas ukrepal. Kapacitete zdravstva bomo potisnili na maksimum oziroma na rob zmogljivosti, izvajanje ostalih zdravstvenih posegov bi morali iz takih razlogov seveda ustavljati. In tisto, kar je najpomembnejše, govorimo o življenjih ljudi in to so tragične zgodbe, ki jih
lahko prepreči v prvi vrsti vsak posameznik, vsak od nas s tem, ko se odloči za cepljenje. Epidemijo imamo lahko pod nadzorom le, če se čim hitreje precepimo in reprodukcijsko število ohranjamo čim nižje oziroma pod 1,4. Pa preden pridem na naslednje grafe, morda najprej čestitke in zahvala danes vsem, ki ste se do sedaj cepili, kajti z včerajšnjim dnem smo presegli 1 milijon cepljenih v Sloveniji in mislim, da je to pomemben mejnik, ki nas pelje naprej proti željeni številki. Hkrati pa naj morda ob tem, ko predstavljam razliko med 51% precepljenostjo in pa 70% precepljenostjo Slovencev v scenarijih, razložim, kakšna je razlika, da jo bomo lažje razumeli. Ob 50% precepljenosti imamo v Sloveniji 1 milijon necepljenih prebivalcev. In ob 70% precepljenosti imamo v Sloveniji 600 tisoč necepljenih prebivalcev. In če nekoliko poenostavimo ta trenutek dogajanje v sami epidemiji in rečemo, da je to tista ključna skupina, znotraj katere se širi virus, je seveda treba izpostaviti dejstvo, da zagotovo to drži z vidika tega, da cepljeni pomembno manj pogosto zbolijo. Potem lahko ugotovimo, da se ta množica zmanjša za 40%. In z istega razloga, ker je to najpomembnejši ukrep, se za 40% zmanjša reprodukcijsko število. In če današnje reprodukcijsko število 1,4 zmanjšamo za 40%, dobimo 0,84, kar pomeni, da bi nam ob zdajšnjih razmerah številke v Sloveniji, se pravi okuženih, padale. Nasprotju s tem, ki nam rasejo in napovedujejo dodatno oziroma nadaljnje obremenjevanje bolnišničnih kapacitet oziroma zdravstva. Povem naj seveda v nadaljevanju pri grafih z reprodukcijskim številom 1,4, najprej pri bolnišničnih kapacitetah, da bi ob 70% precepljenosti imeli 400 hospitaliziranih oseb. Ob 51% precepljenosti pa nekaj čez 800. Na naslednjem grafu boste videli enote intenzivne terapije. In ob 70% precepljenosti bi imeli okrog 80 intenzivnih postelj zasedenih, ob 51% pa 140. Če seveda ostanemo pri 70% precepljenosti pri tem grafu, potem lahko seveda zelo hitro ugotovimo, da 80 zasedenih intenzivnih postelj ne predstavlja pomembnih mejnikov v slovenskem zdravstvu in z tega razloga seveda covidna bolezen ne bi predstavljala ovir za normalno delovanje zdravstva in pa družbe. Kar se tiče smrti, lahko na naslednjem grafu ugotavljamo, da napoved ob 70% precepljenosti kaže približno 100 umrlih. Pri 51% precepljenosti pa se ta številka zviša na 400. Iz grafov jasno izhaja, kako pomembno je, da dosežemo zadostno precepljenost. Kajti, kot sem razložil, je pomembna razlika med 50 in 70% precepljenostjo oziroma njenim vplivom na reprodukcijsko število. Po drugi strani pa je seveda pomembno, da z vsemi ukrepi tudi dodatno zamejimo širjenje virusa. Vendar, ko ponovno prihajamo do ukrepov, naj izpostavim, glavni ukrep in najučinkovitejši ukrep je cepljenje. V zdravstvu se po svojih najboljših močeh pripravljamo na izjemno težko jesen, na izzive, ki sem vam jih pokazal. In poudariti moram, da kapacitete v zdravstvu niso neskončne. Zato tudi projekcije, ki sem jih pokazal, vsem in poskušal razložiti, zakaj se tako borimo, da se vsak prebivalec Slovenije pride cepiti in ključno pomaga pri tem, da obvladamo epidemijo. Včeraj je bilo hospitaliziranih 189 oseb, od tega jih je bilo 44 v enoti intenzivne terapije. Najmlajši na oddelku
je imel 19 let. Ja, prav ste slišali, 19 let, v enoti intenzivne terapije pa 24 let. Cepljenih, hospitaliziranih je bilo na navadnem oddelku 34 ali dobrih 20% od vseh hospitaliziranih, na intenzivnem oddelku pa 9. Če bi bili ti, se pravi cepljeni, edini hospitalizirani, potem COVID ne bi bil naš problem, potem se o COVID-u prav gotovo ne bi pogovarjali. Povem naj, da je razmerje med hospitaliziranimi, necepljenimi in pa cepljenimi pomembno kaže na pomen cepljenja. Zato še enkrat znova, COVID ne bi bil naš problem, če bi bili ustrezno precepljeni. Zaradi obremenjevanja zdravstva v zadnjih dneh, ki smo mu priča skozi število okuženih, pa smo pred 2 dnevoma že aktivirali pravne podlage, da olajšamo razporeditev kadrov na COVID deloviščih. In sicer je bila v Uradnem listu objavljena odredba o začasnih ukrepih na področju izvajanja pripravništva, sekundariata in specializacije v času obvladovanja nalezljive bolezni COVID-19. Tako se programi pripravništva prilagodijo na način, da delodajalec pripravnika doktorjev dentalne medicine, sekundariata in specializante vključi v izvajanje zdravstvenih storitev za potrebe oziroma obvladovanje COVID-19. Poleg omenjenega pa smo ta teden, kot je bilo že poročano, aktivirali tudi 2 novi bolnišnici za potrebe COVID-a, in sicer splošno bolnišnico Novo Gorico in pa splošno bolnišnico Novo mesto. Zaradi vse večjih potreb po hospitalizacijah COVID-nih bolnikov pa bomo praviloma v ponedeljek aktivirali oziroma v ta namen odprli tudi oddelek v splošni bolnišnici Izola. V zadnjih dneh se nam je število hospitalizacij, kot lahko vidite, podvojilo. Podvojitven čas je bil 8 do 9 dni. No in seveda kot odgovor na vse dogajanje je vlada danes na dopisni seji sprejela odlok o načinu izpolnjevanja pogoja prebolevnosti, cepljenja in testiranja za zajezitev širjenja okužb z virusom SARS-CoV-2. S tem odlokom določamo pogoje PCT, pa tudi uporabo zaščitnih mask in razkužil. Odlok začne veljati v ponedeljek 6.9. Vendar, ker se zavedamo, da vseh teh sprememb ni možno vnesti čez noč, pričakujemo, da se bo postopno uvedel tekom naslednjega tedna in da ga bomo vsi pričeli izvajati v 7 dneh. PCT pogoj morajo po odloku vlade izpolnjevati vse osebe, ki pri upravljanju dela prihajajo v neposreden stik z drugimi osebami oziroma so udeležene v okoljih ali dejavnostih, kjer obstaja neposredna nevarnost za izbruh okužbe in s tem nevarnost za zdravje. Prosim za prosojnico oziroma slajd, kjer lahko vidite, da za opravljanje dela kot PCT pogoj testiranje šteje tudi testiranje s hitrimi antigenskimi testi za samo testiranje. Pa morda najprej pogledajmo dejavnosti, pri katerih je potrebno izpolnjevanje PCT pogoja. In sicer to velja od ponedeljka dalje in se v naslednjem tednu uvaja v zdravstveni dejavnosti, v dejavnosti vzgoje in izobraževanja, socialno-varstveni dejavnosti, kulturnih dejavnostih, dejavnostih verske oziroma duhovne vzgoje, dejavnostih ponujanja in prodaje blaga in storitev, dejavnostih ponujanja in prodajanja blaga in storitev neposredno potrošnikom na področju voznikov in vozil, dejavnostih izvajanja strokovnih izobraževanj in usposabljanj, dejavnostih izvajanja usposabljanj in preverjanja znanj na področju letalstva in pomorstva.
Potem v dejavnostih športnih programov, dejavnostih izvajanja usposabljanja in preverjanja znanj na področju zasebnega varovanja, javni upravi, dejavnostih avtotaksi prevozov, osebje v zaprtih žičničnih napravah, na deloviščih in na skupnih deloviščih v skladu s predpisom, ki ureja varstvo in zdravje pri delu, na deloviščih za osebe, ki imajo položaj udeleženca v skladu s področnimi predpisi, policisti, občinski redarji in ostalo osebje iz te skupine, osebe, ki delajo v zavodih za prestajanje kazni zapora, osebe, ki delajo kot osebni asistenti skladno z zakonom in uradne osebe, ki upravljajo nadzor po področnih predpisih.